Lep pozdrav. Kot veste, je parlamentarna preiskovalna komisija za ugotavljanje zlorab v slovenskem bančnem sistemu in ugotavljanje odgovornosti za največjo bančno luknjo v samostojni Sloveniji že zelo zgodaj ob začetku svojega dela trčila ob nek proceduralni pravosodni zaplet, ko okrožno sodišče v Ljubljani ni želelo zaseči zahtevane dokumentacije strani bank, ki so jo Slovenke in Slovenci, oziroma ki so jih Slovenke in Slovenci dokapitalizirali. Najprej z obrazložitvijo, da sodnice Deše Cener nismo uspešno ali ustrezno prepričali, potem pa se je omenjena sodnica odločila, da je zakon o parlamentarni preiskavi neustaven, ga je poslala na ustavno sodišče. In od oktobra 2015 torej spremljamo neko pravosodno sago v zvezi z zasegom dokumentov, ki so potrebni za delo parlamentarne preiskovalne komisije. No, sodnica Deša Cener se ni izneverila svoji tradiciji tudi v kasnejšem postopku, ko je ustavno sodišče zavrglo presojanje in naložilo sodnici, da odloči, namreč v svoji odločitvi je odločilo, da ne bo zaseglo dokumentov in skladno z zakonom o parlamentarni preiskavi potem predalo to naprej v naslednje odločanje na višje sodišče. Zdaj, preiskovalna sodnica Deša Cener je svojo obrazložitev opredelila s tem, da naj naša zahteva ne bi opredeljevala določno predmeta parlamentarne preiskave, da ne daje odgovora na to, kaj se bo dokazovalo z seznamom dokumentov, ki jih želimo zaseči, ter da ni natančno opredeljen status oseb udeležencev parlamentarne preiskave in je zato odredilo oziroma sklenilo, da predlagani prisilni ukrep ni v skladu z zakonom. Kot veleva potem zakon o parlamentarni preiskavi, je predala odločanje na višje sodišče. No, višje sodišče pa je konec prejšnjega tedna, oziroma že prej, ampak parlamentarna preiskovalna komisija je to pridobila ob izteku prejšnjega petka, odločilo skladno z namenom zakonodajalca in skladno z stališčem parlamentarne preiskave oziroma parlamentarne preiskovalne komisije, da se zaseže dokumente tudi strani bank in institucij, ki spadajo pod okrožje ljubljanskega okrožnega sodišča. Zdaj, na vse tri negativna mnenja sodnice Deše Cener je potem sodišče dalo obrazložitev, pa mi dovolite, da to sodbo tudi predstavim. Namreč višje sodišče poudarja, da je namen parlamentarne preiskave ugotoviti in oceniti dejansko stanje vzrokov skladno z mandatom, ki je dobila parlamentarna preiskovalna komisija, in na podlagi tega je potem tudi presojalo argumente preiskovalne komisije in pa argumente okrožne preiskovalne sodnice in odločilo, da se te dokumente zaseže. Zdaj, glede na očitke, da naj naša zahteva ne bi opredeljevala določno predmeta parlamentarne preiskave in da ne daje odgovor na to, kaj se bo dokazovalo, je sodišče zelo jasno povedalo, da se s tem stališčem ne gre strinjati, ker je iz zahteve, ki smo jo posredovali, razvidno, kaj konkretno se bo seznamom dokazovalo, in sicer ugotovilo morebitno odgovornost nadzornika slovenskega bančnega sistema Banke Slovenije za stanje v slovenskem bančnem sistemu, naprej, da bomo ugotavljali celoten znesek kreditov in bančnih garancij in ugotavljali, ali so banke v večinski državni lasti spoštovale in izvajale veljavne zakone ter predpise pri odobravanju in upravljanju s krediti ter bančnimi garancijami, in naprej, da z dokumentacijo razjasnjujemo posojilno politiko bank, ugotavljamo osebe, ki so bile pristojne oziroma so odobravale kredite, in s tem ugotavljamo tudi odgovornost članov uprav, nadzornih svetov ter odgovornih oseb pri odobravanju kreditov. Kar se pa tiče argumenta, da ni natančno opredeljen status osebe udeleženca parlamentarne preiskave, pa višje sodišče ugotavlja,
da če tudi v tej fazi še ni natančno opredeljen status udeležencev parlamentarne preiskave, to samo po sebi še ne pomeni, da zahteva ni ustrezno obrazložena. Najpomembnejši ali pa ključni del te sodbe Višjega sodišča je, da obravnavani zadevi interes varovanja tajnih podatkov trči objavni interes, da se raziščejo nepravilnosti in zlorabe v slovenskem bančnem sistemu, glede na to, da so bile banke sanirane z davkoplačevalskim denarjem in ob zagotovljeni varnosti, tajnosti zahtevanih podatkov se Višje sodišče ne strinja s preiskovalno sodnico, da zahtevani ukrep ni sorazmeren. In naprej, ker brez vpogleda v vso relevantno dokumentacijo težko oziroma praktično nemogoče opraviti celovito preiskavo v skladu s predmetom in namenom parlamentarne preiskave, je zahtevani ukrep po presoji Višjega sodišča nujen in neizogiben. In naprej, po vsem navedenem, Višje sodišče ugotavlja, da je podana zahteva skladna z določbami Zakona o parlamentarni preiskavi, Zakonom o kazenskem postopku in Ustavo Republike Slovenije, ter da je posredovanje zahtevane dokumentacije nujno potrebno za izvedbo naloge preiskovalne komisije. Argumentarij, tak kot ga je zavzelo sodišče v Celju in v Mariboru, in na ta način je Višje sodišče s to odločitvijo v bistvu stvari postavilo na svoje mesto, na pravo mesto. Jaz sem osebno vesel te odločitve, ima tudi širše implikacije, na nek način vzpostavlja sodno prakso, ki je bila zdaj rahlo neenotna oziroma kar precej neenotna, medtem ko sta celjsko in mariborsko sodišče odločili tako, kot veleva in kot je namen zakonodajalca v Zakonu o parlamentarni preiskavi, je ljubljansko sodišče odločilo drugače, no zdaj je s to sodbo Višjega sodišča na nek način ta odločitev amortizirana in postavljena v pravi kontekst in se je tudi zasledovalo namen, ki jo je imel zakonodajalec pri pripravi tega zakona, ki pa, to sem že večkrat poudaril, seveda ni idealen, ima kar nekaj slabih rešitev, ampak z pravilnim in pravim razumevanjem in obrazlago tega zakona se da s tem zakonom doseči torej namen zakonodajalca. Zdaj, strani preiskovalne komisije bo v zvezi s tem, mislim, da glede na to, da se odpira vedno nove dileme, posredovanih še kar nekaj novih zahtev, smo pa zdaj s to odločitvijo razbremenjeni te nepotrebne sodne sage ali pa bitke, ki v bistvu nikomur ni koristila. Preiskovalni komisiji je pa pri zasegu teh dokumentacij na nek način odvzela 6 mesecev oziroma 7 mesecev, ampak v parlamentarni komisiji se bomo potrudili, da bomo nadoknadili teh 7 mesecev, ki so pač bili posledica tega, da nismo imeli ustrezne dokumentacije in bomo zdaj v nadaljevanju to dokumentacijo seveda prejeli. Delo se bo nadaljevalo, torej kot sem že nekajkrat omenil, predvidoma jeseni bomo sprejeli delno poročilo in potem gremo naprej na dosjeje, torej na gradiva, ki bomo prejeli s tem zasegom. Toliko z moje strani.